Drage gledalke, spoštovani gledalci. Danes bomo govorili o postavljanju mej našim otrokom. Obiskali smo šolskega psihologa na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Dušana Kuharja. Za začetek me zanima, kaj sploh pomeni postaviti meje nekomu oziroma našemu otroku. Postavljanje mej otroku pomeni otroka naučiti v bistvu, kaj je prav in kaj ni prav. In tega se vsak otrok mora naučiti. Kajti v svetu, v našem svetu, lahko preživiš, če upoštevaš določena pravila, ki obstajajo, določene meje, kaj se sme, kaj se ne sme. Če ne izpadeš kot čuden, kot divjak, kot neprilagojen človek. Zato se v bistvu vsak otrok, tudi gluh otrok, mora naučiti, kaj je prav in kaj ni prav. In v bistvu od gluhega otroka zahtevamo upoštevanje meja drugih, tako kot od slišečega otroka. To, da je gluh, ga nič ne opravičuje. On mora vedeti, da ne sme udariti, da ne sme, lagati in tako naprej. Te stvari morajo biti jasne, seveda jih moramo pa na ta pravilen način komunicirati z njim. Kako otroku pravilno postavimo meje? Zdaj, nekih magičnih receptov za postavljanje meja ni. Jaz bi mogoče širše stvari povedal. In sicer, zdi se mi, da moramo pri postavljanju meja ali pa nasploh pri vzgoji poiskati neko srednjo pot med strogim, rečemo avtoritarnim vzgojnim stilom in med stilom, ki mu rečemo permisivni stil, ko otrok lahko počne, kar hoče. Ta permisivni stil je danes zelo prisoten. Se pravi, ne eno, ne drugo ni dobro. Moramo najti neko srednjo pot. Zato se mi zdi pomembno, jaz temu rečem, uravnotežena vzgoja. In tukaj bi se dotaknil večjih stvari. Prvo so naša pričakovanja. Drugo so pohvale, nagrade, tretje so pa kritika in kazni. Učinkovito postavimo mejo otroku tako, da jasno določimo, kje je meja, se pravi pravila, da uporabljamo te osnovne korake, se pravi, če otrok prestopi mejo, mu to povemo in ga opozorimo, da bomo sprejeli neko posledico. In ko zopet prestopi mejo, sprejmemo to posledico ali kazen. In na njej tudi vztrajamo. Zakaj je postavljanje mej otroku pomembno? Postavljanje mej je pomembno tako za otroka, kot tudi za starše. Mogoče najprej za otroka. Zamislimo si, da nam nekdo zaveže oči in sedimo v temni sobi. Če vemo, kje so meje te sobe, levo, desno, potem se bolj varno počutimo, kot če ne vemo, kje smo. Če ne vemo, a je tam neka stena, a je tam prepad, a je tam Bog ve kaj. In tako je tudi otroku. Če otrok ve, do tukaj pa do tukaj smem, se bolj varno počuti, kot če je njemu nejasno, kje je meja in lahko
prestopa mejo, kadar hoče. Se pravi, to je za otroka pomembno in seveda je pomembno za starše, ker na ta način lažje v bistvu živijo z otrokom. In otrok to potrebuje, kajti če otrok ve, kaj sme in kaj ne sme, se počuti bolj varno in tudi bolje uspeva. To je tudi za njegovo korist. A ne? Če je otrok brez meja, če lahko počne, kar hoče, tak otrok ne bo uspeval. A ne? In bo zašel zelo pogosto v kakšne odvisnosti. Včasih se starši bojimo postaviti meje, saj nas je strah, da nas bo imel manj rad. Kako naj se spopademo s tem strahom? Se pravi, strah staršev, da jih otrok ne bo imel rad, če mu postavijo meje, je pogost. Ne? Jaz pravim, starš, ki ima otroka rad, mu postavlja meje. A ne? Tukaj ne imejmo slabe vesti. Mi moramo otroka naučiti, da bo vedel, kaj je prav in kaj ni prav. A ne? In ne smemo imeti slabe vesti, če mu te meje postavimo. Kajti on bo bolj zadovoljen, mi bomo bolj zadovoljni in družba ga bo lažje sprejela. Kako pa se gluhi starši lahko poučijo o učinkovitem postavljanju mej svojim otrokom? Gluhi starši to znanje, te veščine lahko pridobijo na primer na predavanjih pri nas v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Moram reči, da pogosto zelo pogrešam gluhe starše. Lahko jim tudi priporočimo kakšne knjige. Zato verjetno pa tudi na spletni televiziji se dobijo kakšna taka navodila. Ne? Ni pa to zelo enostavno, niso to recepti. Ne? Zdaj imam pa, 2 minute časa, pa bom vse povedal za vzgojo. Ne? To je umetnost, vzgoja je umetnost. To bi bilo za danes vse. Se vidimo prihodnjič. Pri vzgoji otrok pa vam želimo veliko uspeha.